Lep dan, gospodarci. Zdravljen, Aleksandar. Zdravo, zdravo, servus. Ja, zdravo, servus. Ni problema. Lep dan pod Najevsko lipo. Kaj vam pomeni Najevska lipa? Ja, da je verjetno največja v Sloveniji, pa še daleč naokoli in mislim, da bo ostala v srcu vsakega Slovenca. In upam, da od zdaj naprej, mislim, ko bo po 25-letnici, da bomo tudi 50 dočakali ob tej, mislim, da jo bomo obkroževali enkrat na leto, da se bo izbrali vsi tisti, ki bodo pri tej Najevski lipi nekaj obljubili. Je pa težko priti do gor. Ja, no ja, za tiste, ki radi hodijo, pa ki dosti hodijo, sploh ni problem. Naprimer za gospoda Boruta Pahorja, jaz vem, da ni problem, ker on ima kondicijo, ne? In pa še marsikaj za koga druga, verjetno, ne? Ker to je en lep izlet v naravo, ker vedno greš više. Jaz sem po nekaj kilometrih že mislil, da greš že proti nebesom, ne? Danes pričakujemo obisk tudi premierja. Alfi bo nasmejal občinstvo. Kaj bo storil premijer? No, zdaj ne vem, če se bojo meni glih smejali, ne? Kaj pa jaz vem? Dobro voljo, to pa sigurno, ker muzikanti prinašamo vedno nasmeh na obraz, ne? In kjer je slovenska glasba, ne? Slovenska glasba je vedno dobra volja, vsaj v takih krajih, kot smo danes. Naloga si pa je kakšna? Ja, da pove par stvari, po katerih bodo ljudje veseli. Jaz mislim, da bodo. Lep dan, gospa. Odkole se to dela? Tako, točno tako. Od katerega leta že? Od črde 15 let. Dobila ste pa znanje odkot? Od gospeja Pohalove, ko se je poročila na Koroško. To je potem prav koroška čipka, ne idrijska. Ja, idrijska oziroma čipka, danes je tako idrijska. Klekla bo tudi vse ostalo, pač kar dobimo. Osnova je pa idrijska.
Kako se spet vidimo? Zdravo, zdravo. A ste videli skupaj? Ja se spomnim, ampak ne vem, ali ste mesece videli, ali ste drugi, ali ste Slovenija je vse mogoče. A res? Komentar v zvezi? Aha. Skratka, današnji dogodek vam pomeni kaj? Torej, prvič sem tukaj, malo še vtise zbiram. Na vsak način pa, če se po jutru dan pozna, prvi občutki so zelo pozitivni in verjamem, da bo prijeten dan. Ampak vaših kolegov je bolj malo, ne danes? Ja, zaenkrat jih je res bolj malo, ampak nekaj pa nas je, ne. Zdaj sva dva, kar pomeni 20%. Verjamem pa, da bo kar nekaj poslancev prišlo, ker to vendarle ni vsakdanja zadeva in jaz mislim, da je prav, da jo vsaj enkrat na leto obeležimo, se družimo malo v neformalnem vzdušju, tudi malo drugače oblečeni in da združimo en lep poletni dan. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Zdaj, ko glasno stojita, vidiš kakšno kalipo vrta. Potekal dogodek v zvezi z enakopravnostjo žensk. Mogoče vaš komentar? Ja, prvič smo po to najevsko lipo, torej mater vseh lip, sedle zgolj ženske. Vedno je bil to privilegij moških, modrecev, ki so tu sedeli in razpravljali. Danes lahko bi bilo drugače in bi bilo nekaj moških, nekaj žensk, vendar se mi zdi zanimivo. Županja Črne je izbrala skup žensk. Razpravljali smo o pomembnosti trenutka, o tem, kako je treba, tako kot lipo objameš, tako je potrebno delati v dobro vseh v državi in tega se mora zelo zavedati politika. Pa se zaveda po vašem mnenju? Mislim, da se vsak dan bolj, ker se mora, ker to ljudje zahtevajo, želijo, pričakujejo in to na vsezadnje tudi vsi to zmoremo. Današnji dogodek je tudi namenjen srečanju državnikov, ampak jih je vsaj trenutno bolj malo. Ja, mislim, da prideta predsednik vlade in predsednik države, videla sem že kakšnega poslanca, tako da pustimo se presenetiti, ni se še čisto začelo in mislim, da bo dovolj tudi politikov. Hvala lepa. Hvala.
Dobar dan vsem, lep pozdrav. Dobar dan. Zdravljeni. Dobar dan, lep pozdrav. Dobar dan. Mislim, da je moja edina Dobar dan, lep pozdrav vsem, če smem dati roko čez mizo. Lep pozdrav. Tako je, počitnice, vem, da ti je hudo, vse bo šola spet. Dobar dan, kako se, lep pozdrav vse vas. Tukaj še skočil malo na to stran. Dobar dan, dame. Kje ste šli čez sneme? Res? Super, to je hitro, ne? Direktno? Kako ste? Delamo. Zato čestita. Spomnite, kako je bila nora. Ne gre. To je bila štiska. Lepo. Roška še. Po koncu. Bomo začeli po koncu. Hvala lepa. Bomo šli, sedame moramo zdraviti lepo tudi. Enako je lepo, ne? Mi smo že okroglo, niso tako napravili, prvi ženske. Vedno moški morajo biti alkohol. Zato mi je povšeč. Ja, tudi smo rekli, da je po nekaj stoletjih modrovanja moških Zajete v prvi plan. smo kar poudarili, da je vedno treba Poudarili, da imamo pol ministrstva. Ja, to sem Ja, to pa. Vse procente smo prej pogledali. Ja. Čeprav pri občinskih svetih pa večji. Tam imamo 24%, županja samo 8%. Ampak jaz vam povem, da po moji oceni se to že pozna v pozitivnem smislu, da je ta podjetja v ženski politiki pa nasploh.
ne bom rekel, da je to rešitev vsega, ker ampak vsi pomanjkljivi je pa uspešni so. Je pa sigurno to dobro. Ne, jaz tudi mislim, da je uravnoteženost ja. Tudi danes je izredno ugotovil, vidimo, da je tam od zadaj. Je dogovorjeno. Vsaj to se mi zdi, še nisem mislila, poslati, da ne bi predvideli. Smo že hočeli, državni zbor imam, ker smo rekli, se bom ne zborili. Šti najprej tako do konca. Župan je tam okrog, ni, enih 6 je župan, pač plavno smo. Izvele poslaničke. Te živali ne imajo raje. Moram kažati, kaj se zdaj dogaja. Ne vem, če ste bili to je vedno vesele. Jaz sem pač pokazala. Kaj ste mi tam? Koroška televizija. Res? Ja, ja. Si zmerila za sodelovanje. No, še pozdravlja ljudi, še vedno. Tam se posedel, pa ne znam, tam dobro med hišno prišli. Če greš kliš tole,
kakšne izjave, da. Ja vidim to. Srečo, da Vidim tudi županjo. Ja, pa še en kolega, naš To je moj dvojnik, ne? Ne, ker to ni, to je moj dvojnik. Ja. Dobro ste mojega dvojnika. Ne vem, kak je karikatura. Se vem, Dobro, da meni naredno. vem, da je karikatura. Ne, hecam se. A to sami delate? Sam. To za hobi? Ja, Kaj pa sicer počnete? nizke penzije sem. Pa grejo? Volel sem v Voltek, ni ne vem kam. Sem se pa odločil, zdaj, ko mi županija trcala začeti v poreditev, sem se odločil na rišanje par karikatur. Mistera pa. Mister Cerar je malo dobro. Več ni. Jaz nisem se dvojnik, nima časa. Takole, spoštovani in spoštovani, jaz sem še nekaj trenutkov nas loči, da bomo pričeli z današnjim uvodno slavnostjo današnjega druženja tukaj pod Lipo, tako da bomo povabili vse gostje, da se nam pridružijo tukaj pod Lipo, da se združimo in potem tako skupaj pričnemo današnjo slavje pod Najovsko lipo. Gospodje, dragi Črnjani, drage Črnjanke, Korošci, Korošice, lepo pozdravljeni in dobrodošli pod materijo vseh slovenskih lip. Tukaj sem še posebej vesel, da lahko pozdravim tudi naše povabljene gostje. Z nami so namreč predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, predsednik vlade, dr. Miro Cerar. Z nami je tudi varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer. Seveda je med nami tudi nekaj poslancev, poslank, ekscelenc in ostalih vabljenih gostov, tako iz Slovenije, kot tudi iz naše avstrijske Koroške in iz drugih držav po Sloveniji. Vsi toplo dobrodošli, naj vsem skupaj zaželim eno pravo koroško dobrodošlico. Bog daj pa dobrodošli štole pod naše Najovske lipe.
25. jubilejno srečanje je državnic in državnikov pod Najevsko lipo je pred nami. Letos se torej srečujemo že tukaj pod tole lipo, ki pravzaprav še posebej takole rada pogleda na nas Črnjane in Črnjanke in spremlja, kaj se v tem malem kraju pod Alpami dogaja. Spremlja seveda vse te burne ali pa malo manj burne čase, ki jih doživljamo Črnjani in pa seveda vsi ostali Slovenci in Slovenke. Zato je prav, da dam najprej besedo županji občine Črna na Koroškem, magistrici Romani Lesjak. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar, spoštovana varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, spoštovane Črnjanke in Črnjani, spoštovani poslanci, predstavniki vlade, državnega sveta, veleposlaništev, spoštovani koroški zamejci, kolegice županje in župani, podžupani, občinske svetnice in svetniki, spoštovani vsi obiskovalci. Danes sta tukaj pod lipo sta se zgodila dva zgodovinska dogodka. V 25 oziroma po 25 letih imamo priložnost tukaj izkazati gostoljubje obema predsednikoma. Predsedniku države, Borutu Pahorju, ki izredno rad pride sem, tako da smo že rekli, da mu bomo podelili domovinsko pravico tukaj v občini Črna na Koroškem. In predsedniku vlade, ki je tukaj drugič, verjamem pa, da ne zadnjič. Prav tako smo se eno uro pred prireditvijo tukaj prvič srečale ženske in ugotovile, da moramo delati skupaj, tako moški kot ženske, zato da lahko uspemo in da dosežemo svoje cilje. Četrt stoletja je minilo, odkar smo se pod mogočno krošnjo Najevske lipe v Ludranskem vrhu občini Črna na Koroškem zbrali prvič, polni upanja in zaupanja v našo Slovenijo in našo prihodnost. Danes, po 25 letih, smo ponovno tukaj, ker verjamemo v svojo domovino in v to, da je pogovor ključ do rešitve vseh problemov. Zato je še kako pomembno, da se srečujemo, se pogovarjamo in izmenjujemo izkušnje. Vendar je samo to premalo. Velike besede je potrebno zamenjati z dejanji in z zgledi, ki vlečejo. Letos smo se uro prej kot navadno pod lipo prvič zbrale ženske na odgovornih položajih v družbi, kjer smo izmenjale svoje izkušnje, ki jih dan na dan pridobivamo s svojim delom. Ugotovile smo, da ne gre več za vprašanje, če zmoremo, pač pa da lahko in da hočemo. Nismo govorili o enakopravnosti, saj je le ta samoumevna, pač pa v naši aktivni vlogi v družbi, za katero smo pripravljene prevzeti tudi odgovornost. Pod lipo, simbolom slovenstva, bomo danes obeležili 3 pomembne dogodke. 25 let srečanja državnikov, ki ga nameravamo v prihodnje preimenovati zgolj v srečanje pod Najevsko lipo, saj želimo, da se s tem srečanjem poistovetijo vsi državljani in da so vedno bolj ljudska, predvsem pa želimo, da Črnjanke in Črnjani začutimo, da je to naš praznik in da ta dan gostoljubno sprejmemo vse obiskovalce. Nadalje se bomo danes ob dnevu državnosti poklonili naši domovini, ki jo imamo kljub vsemu radi in se moramo z njo ponosno postavljati, ter 350-letnici pričetka rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini, ki je to težko delo neizbrisno zaznamovalo. Vse troje daje pomemben pečat našemu kraju. Zato jih želimo še posebej slovesno obeležiti, za kar sta svojo prisotnostjo poskrbela oba predsednika ter vsi nastopajoči v kulturnem programu. Uživajte današnji dan in da zaključim po knapovško, naj živi večno, rudarski in naš pozdrav srečno.
800 let je torej, odkar naj bi vzklila, bila posajena tale lipa. Legenda pravi, da naj bi jo posadili Turki, ko so bežali od tod, in noter pod lipo naj bi bil zakopan strašen zaklad. No, Korošci imamo kar nekaj takšnih skritih zakladov, eden nas čaka menda tudi v Gori Peci, da takrat, ko nam bo šlo silno slabo, bi naj prišel sam kralj Matjaž, odprl peco in seveda razdelil te svoje velike zaklade, da bomo rešili takšno ali drugačno stisko, krizo ali kakorkoli bi že temu rekli. No, eden izmed teh zakladov je zagotovo tukaj pod lipo in verjamem, da tisti čisto pravi zaklad smo pa mi, drage moje, Korošci, Korošice, Slovenci, Slovenke, na čelu katerih pa je tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki ga kot slavnostnega govornika vabim pred mikrofon. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani drugi predstavniki političnega življenja na državnem in lokalnem nivoju, spoštovane Korošice, Korošci, Črnjanke, Črnjani in seveda vsi Slovenci, Slovenke, Slovenci in ostali gosti. Danes ob tej mogočni najevski lipi pravzaprav slavimo kar več obeležij. Tako smo slišali, da je letos že 25. leto, odkar se tu srečujejo predstavniki političnega, lokalnega in širšega slovenskega, bi rekel, življenja ljudi, ki želijo obujati to našo tradicijo srečevanja pod lipo. Ravno kar smo praznovali 24. obletnico ustanovitve naše države, letos praznujemo, kot veste, že tudi 70. obletnico konca druge svetovne vojne in nenazadnje, kar je še posebej pomembno, minilo je točno 350 let od začetka rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini, kar je izjemen dosežek, ki ga moramo priznati vam Korošcem in ste lahko nanj seveda ponosni. Zelo sem vesel tega, da so se danes tu sestale predstavnice javnega življenja, ženske na odgovornih položajih v politiki in tudi one spregovorile o pomembnih družbenih vprašanjih, ki se zastavljajo pred nas v tem času, ko kriza še ni popolnoma minila. Naj ob tem rečem, da lipa ni samo simbol slovenstva, simbol naše tradicije, korenin, tudi zdravja in še marsičesa, ampak je tudi drevo ženskega spola. In tako kot je v naravi pomembno, da imamo lipo, da imamo tudi smreko in druga takšna drevesa, je pomembno, da imamo tudi hrast, bor in drevesa, ki so moškega spola. To kaže, da je že v naravi vedno pomembna simbioza, sodelovanje med ženskim in moškim principom in zato sem prepričan, da ravno to srečanje odgovornih predstavnic žensk v naši družbi pomeni en pomemben prispevek k temu, da tudi nasplošno nadaljujemo s tem procesom, da smo moški in ženske enakopravno in čim bolj enakovredno vključeni v odločanje o pomembnih družbenih zadevah, tako v politiki, gospodarstvu, pravosodju in v vseh ostalih dejavnostih, od kulture do športa. Ob tem pa je pomembno, da seveda gradimo povezave tudi na drugih segmentih. Tako moramo nenehno povezovati mlade in stare in biti skupaj soodgovorni za celotno družbo, da skozi medgeneracijsko sodelovanje dosežemo to, kar si vsi želimo, neko normalno, spodobno, uspešno družbo, takšno, ki jo bomo z veseljem sedanja generacija prepustili prihodnjim. Zato si seveda prizadeva tudi naša vlada. Vlada si prizadeva za to, kar je bilo danes rečeno, da so izpostavile tudi spoštovane gospe, za povezanost, za to, da delamo skupaj. In v tem smislu
povezujemo, kolikor le moremo, tudi slovenske regije in kot veste, smo za naš prvi vladni obisk izbrali pred časom prav Koroško regijo in s tem, mislim, izkazali pozornost, ki jo zasluži, kajti na Koroškem imate neizmerna bogatstva, tako človeške potenciale, naravne potenciale, denimo les, s katerim se ta vlada še posebej ukvarja, ker želi močno spodbuditi domačo proizvodnjo lesa in veliko večji izkoristek domačega, bi rekel, bogatstva gozdov. In tu so še številni drugi potenciali, ki jih tu ne morem naštevati, pa jih je na Koroškem ogromno. In želim si, da bi za te vaše naravno bogatstvo, osebnostne in druge potencijale, ki ste jih do zdaj izkazali, izvedel tudi cel svet. Pojdite v svet še bolj, pokažite, da ste tukaj, da ste izjemno lep del naše dežele in tudi zelo sposoben del, da si ustvari vse tisto, kar ljudje tu potrebujete. Ko govorimo o povezovanju, moramo vedeti, da je zelo pomembno povezati tudi tradicijo, torej zgodovino, s sedanjostjo in prihodnostjo. In v tem smislu je zelo pomembno, da Slovenci v veliko večji meri, kot smo to znali doslej, spoštujemo pozitivne pridobitve, ki smo jih bili sposobni ustvariti v naši zgodovini. Da ustvarjamo nek spoštljiv odnos do naše zgodovine in da z njim prežamemo duh, ki ga moramo prenašati tudi na naše potomce, otroke in vnuke. Samo tako bo naša država obstala, samo tako bomo naši domovini skupno prinesli vse tisto, kar zasluži. In zato je tako pomembno, da spoštujemo svojo zgodovino, da pa iz tistih delov, kjer smo zašli na stran poti, kjer smo naredili napake, potegnemo nauk, ne bolečino, bolečino skušajmo puščati zadaj, ampak nauk in prenesimo ta nauk naprej, na ta rod in na prihodne rodove, da teh napak ne bomo več ponavljali. Kriza, ki nas je prizadela in iz katere počasi le lezemo ven, nas je opozorila na več naših slabosti. In v zvezi s tem bi želel omeniti dve stvari. Ena zadeva strah in pogum. V času krize je v Sloveniji še veliko večji meri kot kadarkoli prej zavladal nek strah, nek krč. Kot da bi se bali svobodno narediti to, kar želimo, to, kar mislimo, da je prav, to, kar je dobro za nas, za naše bližnje in za širšo okolico. Ta krč moramo premagati. Moramo začeti premagovati svoje okostenele negativne navade in se soočati tudi z lastnimi strahovi, tako da jih premagamo. Ne iščimo več izgovorov, kako se nekaj ne da, ampak iščemo skupaj rešitve. To je zelo pomembno in če bo to vsak od nas iskal pri sebi, doma, tam, kjer dela, v podjetju ali kjerkoli, med prijatelji, bo dal izjemno veliko energije tudi drugim. In to energijo zelo potrebujemo. In drugič, vprašajmo se, kako bomo dozoreli kot nacija. Kajti kriza je tudi izraz tega, da kot nacija še nismo povsem dozoreli, kar je seveda normalno, ker smo še mladi, pa vendar to zmoremo. In ker to zmoremo, moramo vedeti kako. Poglejte, to je tako kot pri človeku. Ko se človek rodi, tako kot se rodi država, je nebogljen. Se ozira okrog, uči, posluša, prisluhne, išče pomoč, oporo. Potem raste in preide v neka najstniška leta. V najstniških letih smo ljudje zelo samozavestni, kar naenkrat smo polni sami sebe, prepoznavamo svoj jaz, želimo biti samostojni, želimo imeti svoj prav, želimo mi poučevati druge in ustvariti neko svojo avtonomno sfero. Ampak to še ni zrelost, to še ni odraslost. Človek odraste in dozori takrat, ko v sočloveku prepozna cilj in ne sredstvo. Cilj. Ko spozna to, da je tukaj na svetu zato, da mora storiti kaj tudi za druge. Da vse tisto, kar se je naučil, da vse to, kar je v sebi krepil, lahko zdaj končno uporabi za druge in za družbo. In ko bomo kot narod prišli v to fazo, in jaz mislim, da smo tu na dobri poti,
Mnogi so to že spoznali, mnogi prihajamo in prihajajo v to smer, ko bomo spoznali, da moramo v soljudeh videti cilj in ne sredstvo, da moramo storiti predvsem kaj dobrega tudi za druge, takrat bomo kot narod ozoreli in takrat nas ne bo več strah nobene krize. Takrat krize ne bo, če pa že bojo, bomo zelo hitro prišli. In kadar ste v dvomu, kadar vas je strah, kadar ne veste, ali bi storili tisto, kar menite, da je prav, pa vas ovira nekdo, strah vas je izgubiti nekaj, strah vas je, da nečesa ne boste pridobili, takrat si recite, storil bom to, kar je prav. Ker če bi mi Slovenci znali večkrat storiti to, kar je prav, ne glede na to, kaj si drugi mislijo o nas, potem bi bili že zdaj zelo, zelo daleč ven iz krize, zelo uspešna družba. Ampak to je naš izziv, to znamo in zmoremo in prepričan sem, da je to naša prihodnost. Da bomo znali storiti tudi skupaj to, kar je enostavno prav. In naj zaključim z neko zanimivo mislijo. Pred nekaj dnevi sem o prihajajočem prazniku državnosti preko videokonference imel razgovor z častniki Slovenske vojske, ki vodijo naše vojake na misijah na Kosovo, Afganistanu, Libanonu, v Bosni in Hercegovini in drugod. In ko sem slišal, kako zelo dobro, pozitivno so sprejeti v lokalnih okoljih, kako zelo usposobljeni so in da jim to priznavajo tudi drugi pripadniki drugih vojska v teh državah, in ko sem slišal ne nazadnje, da so visoko motivirani in da imajo visoko moralo, sem jih vprašal, kako vam to uspeva, kako ste lahko tako izjemno uspešni, na kar sem bil seveda ponosen. In eden od častnikov Slovenske vojske mi je dejal, veste, je rekel, to je enostavno tako, Slovenci smo takšni, da se pač želimo izkazati. In tisti hip sem si zaželel, da bi te besede slišala cela Slovenija. Slovenci si želimo, si moramo želeti, da se izkažemo. In jaz si želim, da bi se v prihodnjih mesecih, letih vsi skupaj izkazali, da bi si to želeli in da bi se izkazali, vsak zase, vsi skupaj, tako vlada, tako državljani, tako gospodarstvo in vsi, in to izkazali v dobrem, ne v slabem, ker v slabem smo se že. Ampak če se bomo skupaj izkazali v dobrem, potem je naša prihodnost svetla in potem nas ne bo sram pred našimi otroki in vnuki, kajti imeli bodo vso možnost, da se izkažejo tudi oni. Hvaležen sem vam, da sem vas lahko danes nagovoril ob tej veličastni lipi. Veseli me, da sem z vami in želim vam vse najboljše v prihodnjih dneh in mesecih in upam, da bomo skupaj šli naprej po pravi poti. Hvala. Hvala lepa dr. Miru Cerarju. 350 let, torej letos obeležujemo seveda prve omembe rudarjenja tukaj na Koroškem pod Peco. Gre pa seveda za to, da je tradicija še precej starejša. Vemo namreč iz virov, da so rudarili že bistveno prej, že v antiki, že stari Rimljani so iskali to takrat še kako zelo dragoceno kovino, predvsem na površjih, kjer je ta svinec prišel na dan, so delali takšne majhne rove, že tam rudarili in kopali to rudo in tako je tale naša draga Koroška gora Peca odprla svoje nedrje, odkoter so si Korošci tako ali drugače služili z njo tudi kruh. No, v teh 350 in več letih je tako nastala kar zajetna rudarska tradicija in dediščina in delček te dediščine je zagotovo tudi pihalni orkester Rudnika Mežica Črna, ki ga bomo zdaj slišali pod vodstvom Dušana Štrikarja.
Zdaj ti gre. Povejte nam najprej, kako trdna je v tem trenutku koalicija? Mislim, da s koalicijo ni težav. Seveda pridejo včasih tudi v koaliciji, tako kot v družini, do kakšnega manjšega prepirčka, vendar mislim, da vse te nesoglasja zgladimo in delamo naprej kot trdna koalicija dobro države Slovenije. Je res, da je do tega prepirčka prišlo zaradi Telekoma? Zdaj to ne bi ocenjeval, tudi včasih družine so prepirčki nepomembni, vendar mislim, da gremo naprej po pravi poti in da iščemo dobre rešitve za Slovenijo, za državljanke in državljane Slovenije. Kako resnične so pa govorice, da naj bi SMC že iskal drugega partnerja, da naj bi tudi že na NSI se obrnil, ker naj bi obstajali neki problemi, če tako rečem, z SD-jem? Mislim, da so to neutemeljene govorice. Drži pa, da stranka Modernega centra išče partnerje in dobre rešitve na vseh političnih straneh. In vsako dobro rešitev vzamemo tudi kot svojo in jo jemljemo kot prispevek boljšemu jutri Slovenije. Torej bo ta vlada zdržala še do jeseni in naprej? Absolutno. Lani, ko je bil predsednik Miro Cerar tukaj, pred volitvami sem napovedal zmago na volitvah in mislim, da ta koalicija je zmagovita in bo delovala vsaj sigurno 4 leta, pa še en mandat. Hvala. Če bi pogledali v zgodovino rodarjenja tukaj na Koroškem, bi ugotovili, da tisti naši najmlajši, ki jih vidite med nami, so bili takrat še kako zelo pomembna delovna sila po teh rudnikih, kajti majhni so bili in oni so bili zato ravno pravi, da so lahko tekali in pred sabo potiskali polne vozičke rude. Bili so tako imenovani laufarji in tile naši otroci, verjamem, da kakorkoli jim danes morda smrdi šola in kakorkoli težko je že sedeti za šolskimi klopmi, je to vendarle lažje kot pred sabo dan za dnem nositi oziroma porivati tile polne vozičke svinčene in cinkove rude. No, tako verjamem, da se s tem strinjata tudi naša dva naslednja nastopajoča, in sicer sta to učenca osnovne šole Črna na Koroškem, ki nam bosta pripravila takšen dvogovor o 350 letih rudarjenja tukaj pod Pecom. Dodam naj še to, da sta vse skupaj pripravila pod vodstvom mentorice Barbare Komar. Bogdaj, Francis, bogdaj. Ja, bogdaj, ja. Medva se
Pa že dolgo nismo vidva, že vse voljno tistih cajtov, ko smo še rodo grna Ingrčevmo kopali. Ja, jaz sem testjanca, ja. Kje so zdaj cajti, ali, ko smo rodo što kopali. Prav fajn je vam, čeprav je bilo težko delo. Smo vse na roke kopali, pa vozili v zjave. Ne, tako dansko ima se ešte mašine, kakaj znal svoje, je še štega ne vem. Ja, prav imaš, težko je bilo, res težko. Pa zdaj se gre en turizm nad po rovah. Imajo bicikle, imajo čovne, imajo pohodništvo. Zdaj ne vemo, kaj si bojo še tam mladi namislili. Ja, štek je štek. Zdaj pa sploh ne vejo, kaj smo mi vse skozi dali. A veš kaj, se bomo mogli en bar morda do vse spakako reč, pa nama bo še malo leskala knapuško košto naredila, pa bo. No, zdaj pa moram hilat. Je že 25. praznovanje državnikov in Slovencov pod Najevsko Lipo. Ja, res je, zato si takle poti oblečen. No, tako praviš, ko bo moja Micka šla k kleklarcam, pridem jaz kaj k tebi, bom kako dolgo rekla, kak je v času jaki. Bog daj. Bog daj. Ja, Korošci smo še posebej ponosni na še to našo narečje, tako da žihar, kam tudi po koroško rečemo. Bomo rekli, vse tisti, ko ste prišli z Ljubljane, vse tisti, ko ste prišli z drugih koncev, če nas slučajno ne zastopite, drugo leto še spet pridite, tako da so te kaj naučili, če pa radi še kaj več imeli, ali pa videli, jete ta na Ticov štand, ali pa k kleklarcem, ali pa vsem še tem, ko štele kaj prodajajo, vas bojo čudno gmajtni, pa mi bomo tudi čudno gmajtni, da pridete še kdaj, garušite naše lepe konce, vam povem, gvišno vas na Povem za tisto, zapel je tisto, ki imamo Slovenci radi po celem svetu. Kamorkoli pridem, pravijo, a bo ti tisto tudi, jaz pa že vem kjero. Slovenija, odkot lepote tvoje? Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, je najvišje, lepši je svet, je lepše je kot doma, se skribom daljavo zazrem, pregričev dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, je lepše kot pri nas doma. Gremo vsi skupaj. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo še enkrat. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil še ves si svet, je lepša dežela še kje, od plaža, kjer sem doma, je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, od tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenijo za Slovenijo! Hvala! Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma.
Hvala lepa, ker bomo danes še pokrivali sredstva. Nekajkrat smo že omenili, kako zelo pomembno gospodarstvo tukaj na Koroškem. Če gremo vsi mečke nazaj, bomo lepši. V Brežah zapisalo tisto znamenito listino o odkobavanju rude tukaj pod Pecom. Jaz predlagam, ker nimam tukaj svojih PR-ovcev, da me 2-3 vprašanja postavite, pa potem... Rekli ste letos pod Najevsko lipo. So letos kakšni drugačni občutki, kako lansko leto? Občutki pod Najevsko lipo so letos enaki kot lansko leto, v smislu, da sem vesel. Smo tukaj zbrani, veliko predstavniki političnega življenja, Korošci, drugi državljani in da vsi čutimo, da je to pomemben dogodek in pomembna tradicija, ki jo moramo ohraniti v prihodnje. Je pa toliko drugače kot lansko leto, kajti lansko leto se je bil to čas za mene volilne kampanje, ki je bil zelo naporen. Letos pa seveda sem zdaj v popolnoma drugi vlogi, ki je tudi naporna, ampak seveda prihajam sem kot predsednik vlade in sem še posebej vesel, da lahko na ta način nagovorim svoje sodržavljanke in sodržavljane. Dejali ste v govoru, da naj se Korošci odpremo v svet in gremo v svet, mi pa bi radi, da bi svet prišel k nam. In ker nimamo te osnovne ceste, ki bi pripeljala svet k nam, sprašujemo, kaj lahko pričakujemo. Vi veste, da vlada zelo resno načrtuje to tako imenovano tretjo os, in severni del. Tudi na vašem območju župani in drugi dejavniki sodelujejo, da bi se ta zadeva končno uresničila. Namen je zelo resen, na tem se dela. Jaz se prepričam, da bo čez nekaj let zadeva že pravzaprav prešla v fazo, ko se bo tudi kaj videlo. Ta hip pa je tako, da dokler še svet ne prije do vas, morate kar vi, bi rekel, se odpirati svetu, tako kot cela Slovenija. In jaz mislim, da imate Korošci veliko za pokazati, da ste zelo sposobni, imate tudi krasne naravne danosti, tako da če boste še naprej, bi rekel, samozavestno nastopali v okviru Slovenije in širšem svetu, boste zagotovo prispevali k nadaljnjemu, bi rekel, preboju s krizo in k nekemu uspešnemu razvoju Slovenije v prihodnje. Gospod premier, kako pa komentirate trenutno dogajanje v zvezi z Grčijo? Kaj v primeru referenduma, če oni zavrnejo te zahteve Bruslja, kaj tudi to lahko v končni fazi pomeni za Slovenijo, za naše obveznice in dolgove? Danes je v Bruslju na sestanku Evroskupine naš finančni minister Mramor, s katerim sem nenehno v zvezi. Obana je zelo presenetila odločitev grškega premierja o referendumu. Moram reči, da je za mene to negativno presenečenje. Nazadnje smo zdaj 2 dni sedeli za isto mizo z grškim premijerom in nikomor od voditeljev, vsaj meni zagotovo ne, ni omenjal možnosti referenduma. Tako da menim, da gre tu za neko pravzaprav nekorektno potezo grške vlade in njenega predsednika. In ta stvar zdaj predstavlja zelo zahteven izziv pred Evroskupino in pred seveda vse članice Evroskupine, pa tudi pred Evropsko unijo. Tako da čakam, kakšen bo razplet dogodkov na Evroskupini, kjer je minister Mramor. Sva v zvezi, nisem pa, kako bi rekel, naklonjen nobenemu izsiljevanju se strani Grčije, tako da, če se bo izkazalo, da gre tu za neko obliko političnega izsiljevanja, bomo to tudi ustrezno ovrednotili. A je izstop Grčije realen in kaj bi potem to lahko pomenilo iz Evroskupine? Torej, nobena članica Evroskupine, niti članica Evropske unije si ne želi izstopa Grčije iz Evroskupine, vendar pa to je možnost, ki je še vedno na mizi in še vedno obstaja, tako da lahko rečem samo, da upam, da bodo na podlagi ugotovitev 3 institucij danes ministri ugotovili, da je mogoče, da pravzaprav Grčija nadaljuje s programom, da se program podaljša, da izvede uspešno strukturne reforme. Če pa se bo izkazalo, da to ni mogoče, potem pa seveda smo pri planu B. Ampak, kot rečeno, čakam na to, kaj se bo danes zgodilo na Evroskupini, ki je pravzaprav dobila pooblastilo se strani nas, voditeljev evropskih vlad in držav, da odločijo o zadevi. Kako pa komentirate poročilo KPK v zvezi s premoženjskim stanjem Janeza Janše? Zdaj se spet pojavljajo komentarji, da je bilo neustavno, da so tudi volitve bile potem nelegitimne. Torej, danes se mi zdi ob tem dogodku pod Najevsko lipo popolnoma neprimerno komentirati te zadeve.
Tako da dajmo danes nameniti neko pozornost temu, jaz bi rekel, ljudsko-državniškemu dogodku tukaj. Bodimo za hip veseli, sproščeni, spomnimo se naših uspehov, katerim so tudi Korošci zelo veliko pripomogli od časov osamosvajanja, pa tudi že mnogo prej in kasneje. In jutri je nov dan, kot pravimo, pa bomo razpravljali tudi o teh tekočih zadevah. Gospod Cerar, če se vrnemo pod Lipo, politiki niste upravili izpita po Najevsko Lipo, namreč organizatorji po 25 letih so vam vzeli prireditev in jo izročajo v roke ljudem. Odslej bo to ljudsko srečanje, ne več srečanje politikov. Veste, jaz si prizadevam tudi kot predsednik vlade, da bi bilo v Sloveniji čim manj tiste nezdrave politike, da bi pravzaprav depolitizirali družbo v tem delu, kjer je to pravzaprav pripeljalo do nekih nekonstruktivnih razprav. Mislim, da je prav, da so ljudje politično aktivni, da spremljajo politiko, ampak ne vsak hip in vsak dan, kajti ljudje imajo še veliko drugih stvari, s katerimi se morajo ukvarjati tako v svojem službenem času, kot tudi ne nazadnje doma in v prostem času. Tako da, če ljudstvo prevzema v svoje roke en del tega združevanja ob Najevski Lipi, lahko to samo pozdravim. Seveda pa mislim, da ostaja odgovornost politikov, da še vedno pridemo sem, izkažemo spoštovanje temu ljudstvu in če nas bodo kaj povprašali, se jim pridružimo in potem skupaj kakšno rečemo. Povejte nam samo še, kako trdna je trenutno koalicija. Hvala lepa. Se mi, da je popolnoma jasno, da je koalicija trdna in da je to danes neprimerna tema na nek način, ker smo pač tukaj ob nekem prazničnem dogodku. Je pa koalicija trdna, bodite brez skrbi. Kaj pa komentar še na interpelacijo, vendar, prva interpelacija? Ja, zdaj zaradi tega, ker sem ravno včeraj zelo pozno zvečer prišel iz Bruslja, se pravzaprav še nisem celovito seznanil za to interpelacijo. V ponedeljek se bom srečal z ministrico, tudi zadevo bom že celoti seznanjen in potem bom lažje zavzel neko decidirano stališče. Kot pa veste, so že vse 3 koalicijske stranke izrazili načelno podporo ministrici. Zdaj pa počakajmo vsaj nekaj dni, da vidimo, kaj bo tudi ona povedala in potem boste seveda vsem seznanjeni. Hvala lepa, se vidimo. Zamolkle uslišiš včasih govor vmes, tu vzdih, tam kletev, smeh in tudi vdih. Oglašal sem dalje, presvetlo si je že in prebleščeče. Ne idite, že čaka vas obed. Pod njim se miza sicer ne šibi, ne bo predolgo se muditi treba. Le idite krepčat se in počivat za novi težki trud. Naprej, naprej! In jama spet požira nove čete spočitih mož prepad svoj nenasvit. In ista pesem dan za dnevom. Dan za dnevom, dan za dnevom. Ima dragocenosti, ki sta jih preteklosti izostala naravnično. Dužno ali pa samo. Imam črno na Koroškem, pa poti, ki peljejo svet. Idi, imajo vizijo za lepši jutri. Mislim, te ali ne bo Zamahne strankom drečnic Andrej, zbokuje pripišče premaga zarev, poklekni na tla, se sloni nad glavnim zarev. Madonna, kje vse se tako? No, da pa ti nastopaš. Kaj vam pomeni današnji dan in prihod obeh predsednikov? Menim, da sta dala težo temu dogodku. Ne nazadnje je sedaj 4. stoletja od prvega srečanja tukaj pod Najevsko Lipo, kjer je bilo vedno glavni namen negovati domoljublje in seveda izkazovati svojo ljubezen do naše Slovenije. Menim, da smo z današnjim dejanjem, da sta tukaj oba predsednika storili korak naprej, tudi kar se tiče tega, da so ljudje začutili, da so državljani in državljanke naše zelo lepe domovine
in verjamem, da bo to sporočilo šlo širom po Sloveniji. Poslali smo zelo veliko vabil, vedno rečem tako, kolikor jih je, za toliko se je vredno potruditi. Tako kot je Prežih dejal takrat v Samorastnikah, najprej nas je toliko, čez nekaj časa nas bo toliko več. Verjamem, da je danes prvi korak množičnosti obiskanosti te prireditve, saj lahko rečem, da je današnji obisk veliko večji, kot je bil v preteklih letih. Besede dve o pogovorih, ki ste jih imele ženske pod Lipo. Ženske smo povedali to, da nam ne gre za to, da bi uveljavljale neko emancipacijo, da bi se šle nek feminizem, ampak da želimo prevzeti aktivno vlogo v družbi in da smo zato pripravljene prevzeti tudi odgovornost. Mogoče še o preimenovanju srečanja, ki ne bo več srečanje držav? Mi bi prav zaradi tega, ker želimo sem privabiti čim več ljudi, želeli to srečanje preimenovati oziroma ga bomo preimenovali v srečanje pod Najevsko lipo, saj je namen teh srečanj družiti se predstavniki ljudstva z ljudstvom. Zato se mi zdi škoda, da je bil odziv recimo poslancev tako slab. Zdi se mi, da takoj, ko pridejo v parlament, pozabijo, da so pravzaprav predstavniki ljudstva, da so jim dolžni vračati to, da so jih spravili tja v parlament in da je v ustavi zapisano, da ima pri nas oblast ljudstvo. Mogoče še slaba prometna povezanost, smo potrebovali, najbrž kogarkoli smo tukaj vprašali, rekel, to je največji problemov Koroške. Ja, dejansko je cestna povezava sem v Črno na Koroškem, pa tudi na Koroškem izredno slaba. Tudi zaradi tega mladi odhajajo, ker imajo velik problem se pripeljati do služb, ki jih tukaj predvsem za visoko izobražene ni, ampak upam, da se bo nekaj premaknilo. Že prejšnji teden smo imeli z direkcijo za ceste tukaj sestanek in obljubljeno imamo pričetek del na relaciji Žerjav-Črna, kjer naj bi v 5 etapah, kar je pravzaprav kar nekako odmaknjeno, dodelali cesto najprej iz Črne proti Mežici, gre za 5,5 km. Upam pa, da bodo tisti, ki rabijo to tretjo razvojno os uspeli in da se bo z gradnjo le-te začelo, ker si jo tudi mi želimo, da bi se čim prej lahko priključili na avtocesto. Drugače pa enkrat smo na koncu, drugič na začetku sveta, ampak smo pa v najlepšem delu naše domovine. Zakaj pa menite, da ni več politike, koncev tukaj neka simbolika te Najevske lipe je, da se je prišlo sem komentirala aktualne dogodke? Ja, pravzaprav je lipa tisto drevo, ki bi naj simboliziralo slovenstvo in ne nazadnje modrovanje pod lipi izhaja že iz daljnih časov. Menim, da ni več politikov zaradi tega, ker je ta poklic izgubil spoštovanje. Dolžni so si ga priboriti nazaj, ampak na tak način si ga najbrž ne bodo. Hvala lepa. Hvala, enako. Tako da vsete se pa vabljeni na prigrize pa malce. Hvala. Znate slučajno približno oceniti, koliko ljudi je? Okrog 1000, tukaj mi je kolegica rekla. Prosim, a tek, no pa če ocenjujem nekako, na 1000 ocenjujem. Ampak glede na to, da smo predlanske imeli manj kot 500, lani okrog 500 je bil letni obisk zelo zadovoljiv. In drugo leto, res, če bomo se ciljno usmerili, pa poskušali predvsem naše domačine se povati, računamo na še večjega. Ker se res tak, se mi zdi, da je nek razkol med izvoljenimi pa opozicijo, opozicijsko politiko letos. To je tako ali tako, ne. Najhujše je to, da vedno pride opozicija, ne. Opozicija ponavadi nikoli ni, ampak na tak način se pogovorim, da začeti ne morejo, ne pa da bi bil kak rezultat, ne. 25. Ja, res. Letos ste pa prvič, a ne, predsednik Republike in predsednik. Ja, tega smo tudi reči. Prvič, ali je bilo prvo leto? Ne, prvič. Pa drugič leta za 50 let. Verjamem, da še. Sicer ne vem, no. Ja, vse ste še zadojst mlada. Ja. A takrat sta bila? Ne vem, če sta bila takrat oba skupaj. Ne, nista bila. Prvič je to, da sta oba skupaj, tako da se mi zdi to kar tako pomembno dejanje.
Smo pa povabili tudi vse bivše govornike, sem škoda, no, da se ne odzovajo. Kučana vedno povabili. Se dialog začel med njimi. Ja, točno to. V 25 letih. Ta lipa, ne, Ja. tu so se že spirali. Ja, res. Hvala. Korak za korakom. Koliko je programa še? Program je blizu zaključen. 10 minut. Prav je robo enak, vsot trpeljivo, kruh je enak. Le takrat ostane za lobom spomin, kako modna šip je tam zrasel. Začne. Najprej vabim prvega, da stopi na oder, na sod. Ni ravno oder, ampak je sod. Se pravi, generalije, kar naj bi pomenilo seveda ime, priimek, letnico rojstva. Saša Potočnik, 94. To je še nekaj zelo mladega. Zdaj, ker je razbil let, dajmo mu vsaj malce zaploskati. In seveda, da bo takšen mladenič lahko sprejet med nove knape, je bilo potrebno izreči geslo. Kakšno je geslo? Naj do njej večno, stanovski pozdrav srečno. Pa je le šlo, ne? Ta je preveč dolgo, ko je bil še mlad noter laufar, je vagončke poganjal, ne, namesto da bi v šole hodil, ne, potem pa včasih, ko se je treba kaj spomniti, ne gre tako hitro. Zdaj lahko povemo še to, da je seveda ob tem potrebno spiti tudi kozarček piva. Naša močna dečva bo prinesla Sašo to kozarček piva, tako da kar prosim, če ga vzameš. In na komando pi, ga moraš izpiti. Torej, pi na zdravje. Evo, to pa mu bolj gre, ne, kot gesla in ostale stvari, ne, zdaj to pa gre. Zdaj pa, dame in gospodje, da bo postal pravi knap, lahko rečemo le še skoči. Na sod pa se naj postavi Gašper. Gašper, evo, enako kot za njega, generalije. Gašper Mlinar, 1997. Sami naši mladeniči, kakšno je pa geslo? Vrček piva si zaslužil bom, ko čez kožo skočil bom. No, s pivom je vse lažje, tudi gesla so boljša takrat. Zdaj pa prosim našo močno dečvo, da tudi ona odda svoje zadnji kozarček piva. No, ta je kar brez komande, torej kar spiga, no, pravijo, da bi najvodja protokola bil tisti, ki pove kako in kaj. Fantje so žejni, danes so že veliko nastopali. No, pivo je šlo dol po grlu gladko, tako da lahko rečemo le še skoči. Gotija sta zadovoljna? V redu je bo. V redu je bo, malo se je zatikal, ampak vse gliš. Točno. Knapi bomo že vse zdržali, a ne? Tako da, dame in gospodje, to je bil torej skok čez kožo, ki se mora tudi formalno končati z besedo srečno. Tako, med nami, zdaj ko smo preskočili vse kože, vse ovire, vsa gesla, spili nismo vsega piva, pa vendar tega je še kar nekaj, pa lahko povabim še enega porodca, ki ga zelo dobro poznamo in sicer nam vsi dobro znamo. Včasih so rekli, da je črna kot sveta, da smo ven prišel, da ste vedeti mol. To je začetek, je bil prvi rondo, se žerjava zgr prešel, kaj je splošno. Zadeli ste v črno
zelena je zlata. Tako je prav na tem svetu, da se tudi črni kaj nazaj vrača. Katjuša, Mitja in Tina so večni dokazi, da črni se štima. Zadeli ste v črno, saj levo resno ne gre. Rabši surban bi rešil vseeno, a što se v črni ne sme. Zadeli ste v črno, saj krama kakšna proti vam gre. Medvedi spijo le v črni, drugje so krivi za vse. Zdaj si smaradno. Zdaj si se zamazal, ono torbo, prinesi kar. Ja. Zadeli ste v črno, saj krama kakšna proti vam gre. Medvedi spijo le v črni, drugje so krivi za vse. Zadeli ste v črno. 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 In seveda bomo rekli tudi pišoči gospod. Tako imamo tukaj enega gospoda, domačina Stanka Grla, ki je prav za ta namen napisal sledečo pesem, ki gre takole. Najevska lipa jo je naslovil in pravi: prestala si vojne, strele, viharje, kot svoje liste se menjala svoje vladarje. Pesem nosi spomin na lipo stoletno, zdaj, ko oblekla si srajčko poletno. V nebo stoletja hitiš in z nami trpiš, za dušo in srce, za svoj narod cvetiš. Lipa stoletna, ti naš si zaklad. Povej, katera že letos je tvoja pomlad. Ne rabiš besed, da narod svoj združiš. Nem, ponosno kot vojak ti nam služiš. Ne rabiš plačila, čeprav nosiš nam mir, da bi narod bil složen, da pregnan bo pobil. Sem pobožal ti skorjo, je kot matere dlan, smo hvaležni dovolj, da tvoj list nam je dan. Vsak Slovenec na polni gradi nas in dobro pošče, da nam si solze si pila, zgodbi si dala se, z njimi živiš, a zdaj vem se kot jaz, zato le noč ne pozabim. Kaj nam lipa je ne, le malo je treba, da nam boš v srcu ostala. Rad sanjal. Veš kaj, idi tu v sredino, da ne rokado. Petate preveč, prosim. Tule boš mogli iti. Prvič v 25 letih tukaj predsednik vlade in države. Kaj to pomeni? Upajmo, da spremembo na boljše. Jaz se spomnim, nisem bil takrat tukaj, dogodka avgusta leta 1991, ko so se takrat v soju ene velike sreče, da je bila osamosvojitvena vojna končana, ljudje skupaj srečali praktično s celim slovenskim političnim vrhom. Jaz sem bil takrat poslanec, pa nisem bil tukaj, tega posnetka se spomnim. Mislim pa, da sem bil kasneje med vsemi največkrat.
In danes, kot ste rekli, je prvič, da sta se po letu 1991 skupaj udeležila prireditve in to ne v volilnem letu, predsednik vlade in predsednik države. Mogoče je to obet za prihodnost. Jaz si zelo želim, da bi na eni taki ljudski prireditvi, se pravi na prireditvi, ki ni organizirana strani države, prišli ljudje, ki sodelujejo v politiki iz vseh koncev. Države, lokalne skupnosti, levi, desni, tisti, ki so neutralni, da bi pokazali, da je v skupnosti moč in da bi se, tako kot se tukaj, malo podružili z ljudmi. Gre za eno simbolno dejanje, ki bi pa lahko bilo tudi stvarno zelo koristno. Skratka, lepo mi je, da tukaj županja v Črni ni vrgla puške v koruzo, da se bori za to, da to srečanje ostane. Kot ste slišali, se bo preimenovalo v srečanje pod Lipo. Lipa je en simbol slovenstva in čeprav vsem ni najlažje priti, je prav, da si ne vedno in ne vsako leto vsi seveda, ampak ko imamo za to možnost, vzamemo čas in pokažemo, da s tem simbolom slovenstva razumemo tudi zaradi njega prihodnost boljše, kot se zdi ta hip. Zakaj pa menite, da ni prišlo več politikov? Mogoče to kaže na nek razkroj znotraj? Ne. Torej, da bi se načrtno vzgajala ta tradicija po letu 1991, da bi se vsako leto srečevali, tega napora ni bilo. Poleg tega so tukaj številne druge okoliščine, ki so pripeljale do tega, da je bila to samo še ena od prireditev, ki so zelo pogoste ob dnevu državnosti. In to je z vidika organizatorja tukaj, tako kot z vidika organizatorjev druge po Sloveniji. Jaz sem tako rekoč vsak dan nekje, recimo jutri v Sodržnici. Majčkan problem, ne moremo biti povsod. Hočem reči, da je mogoče priložnost te prireditve v tem, da se jo postavi v čas, ko bi morda s časoma, s tradicijo, ne čez noč, ne čez eno leto, morda sem res prišli v večjem številu, ker bi si že vnaprej rezervirali ta čas z željo, da bi tukaj na en simbolen način pod Lipo, ker je to poanta tega srečanja, dali sporočilo, da se zavedamo Slovenci svojih korenin, da smo dovolj povezani in da gledamo v prihodnost. Gospod predsednik, lahko mogoče kakorkoli komentirate dogajanje v Grčiji kot koncev, ste vi kot premijer? Če lahko, kot premijer ste bili takrat še malo vpleteni. Jaz bom komentiral to kot predsednik republike. Ja. Jaz mislim, da je v splošna korist Grčije, Eurocone, Evropske unije, tako z gospodarskega kot političnega in varnostnega vidika dobro, če pride do kompromisa. Ta kompromis mora biti finančno vzdržen za Grčijo in mora biti finančno vzdržen za tiste, ki smo ji pomagali, ko je bilo hudo. Slovenija je med najbolj izpostavljenimi državami in si želimo, da bi se kompromis našel, ker samo v tem primeru bi tudi lahko računali na to, da bomo kot država, ki je dala poroštva s časoma, tako je bilo dogovorjeno, tako je Grčija prevzela obveznosti, s časoma denar dobili nazaj. Ampak, kot sem že dostikrat povedal, to je bistvo mojega odgovora, mislim, da so razmere tako zahtevne, da sploh ne gre več samo za finančno vprašanje. Da gre za politično in na koncu varnostno, morda celo geopolitično vprašanje. Zato, ko sva sem prihajala s predsednikom vlade, so se o tem pogovarjala in brško ne se bo o tem, ko bova šla tukaj. Je zelo pomembno, da finančni ministri, predstavniki treh institucij in Grčija najdejo neko kompromisno rešitev. Vem, da se vam bo to zdelo morda nekoliko premalo zahtevno, ampak stvari so tako resne, da bi bil ta hip zadovoljen že s kompromisom, ki morda ne bi takoj obetal, ampak bi morda vsaj za 3 mesece problem prestavil in bi mogoče takrat našli rešitev. Mora pa biti vzdržna na koncu, mora biti vzdržna, drugače bomo problem samo prelagali. Ampak še enkrat ne povem, to je sporočilo, ki ga dajem in izjemoma dajem odgovor na to vprašanje v taki priložnosti, ker se mi zdi, da Slovenci in Evropejci ne smemo podcenjevati teme. Res je, bil sem zraven kot predsednik vlade, ko smo v letih 2009, 2010, 2011 na skoraj 25 srečanjih, večinoma izrednih, sprejemali zelo dramatične odločitve, da smo Evropo ohranili. Zdaj smo v lažjem položaju, kot smo bili takrat,
In zdaj bi bila res zamujena priložnost, da se zaradi teh ali onih nesporazumov ne bi prišlo do kompromisa. Zato apeliram na vse, ki danes in jutri odločajo v Bruslju, Washingtonu in na koncu ljudje v Grčiji, da sprejmejo rešitev, ki bo omogočila, da ostane eurocona z Grčijo, da ostane Evropska unija, ker brez nje ne morem s takim optimizmom gledati v prihodnost kot za Evropsko unijo. Hvala. Pa še ne govorimo.